Ali poznate svojega soseda, samo bežno in iz golega vljudnostnega pozdrava? Škoda. Ljudje v velikih stanovanjskih soseskah običajno živimo zelo odtujeno od sosedov. Ne poznamo niti soseda, ki živi prek hodnika. Zato tudi ne presenečajo novice, da gasilci in policija pogosto na silo odpirajo vrata stanovanj, kjer najdejo bolne ali celo mrtve stanovalce, predvsem starejše ljudi. Zavedati se moramo, da je dober sosed vreden zlata in zato bi morali gojiti dobrososedske odnose. Pri tem ne mislimo, da bi se morali vtikati v njihove zasebne življenja, temveč da imamo z njimi dobre in odkrite medsosedske stike. Naši sosedje v sebi skrivajo velike potenciale. Da, skrivajo jih, čeprav bi bilo dobro, da jih ne bi. Zato prijetno preseneča poteza enega izmed stanovalcev v velikem ljubljanskem naselju BS3, bolj točno na Reboljevi 13. Ernest Pirnat se je odločil, da bo monotoniji v stanovanjskem bloku naredil konec in da bo na ogled postavil kar po hodniku svoje fotografije, ki jih je kot amaterski ljubitelj slik naredil med potepanjem po ljubljanskem barju. Eno izmed juter je stanovalce na stopnišču presenetila razstava, fotografij in hoja po stopnicah je kar naenkrat postala zanimiva. Krivec v pozitivnem pomenu te besede je sedaj tudi naš sogovornik. Ideja je bila sledeča. V bloku je treba ljudi povezati, to je prva stvar, drugič je treba uživiti zadevo, da ni pusta. Dobro je pokazati tudi ostalim stanovalcem, ne samo sebi, kaj skrivaš pri sebi, kaj delaš. Tako bi se mogla večina tudi predstaviti z raznimi stvarmi. Ljudje počnejo mnogo stvari, za katere sploh ne vemo. Nažalost, ljudi preveč ocenjujemo po zunanjosti, namesto po tistem, kar delajo in kar so sposobni narediti. Vaš konjiček je fotografija. Fotografija svoje čase veliko po hribih, kolesarjenje, sedaj zaradi malo zdravja, slabšo, emšo, malo daje, pa bolj po ravnini. Kakšen ciklus slik ste danes razstavili? Razstavil sem največ posnetkov z barjo, to pa zaradi tega, ker sem se nekako zaljubil v njega, prav zaradi vožnje s kolesom. In barje je čudovito, v vseh letnih časih, neverjetne stvari. Oglejte si ga, ne bo vam žal. Koliko slik ste razstavili na tem stopnišču, ki ste ga izkoristili kot galerijo? Mislim, da jih je 15, ne bom pa ne trdil, bomo pa lahko skupaj prešteli. Katera od teh slik vam je pa najbolj pri srcu? Vsak posnetek, ki ti uspe, ti je najlepši. Tako da to je stvar tistega, ki gleda, vsak ima svoje oči, kot pravijo stari ljudje, vsak ima svojega malarja. Oziroma oči imajo svojega malarja, da se popravim. Veliko ljudi se s tem ukvarja. Preveč čudovitih, samo za njih ne vemo, isto tako kot ne vemo. Za veliko mladih počne dobre stvari, nažalost se piše in govori in prikazuje samo slabe stvari. Trenutno uživam, tako kot bi privoščil veliko ljudem, ki so svoje delovno obnovo pošteno oddelali. Nastavili ste tudi knjigo vtisov, ste že kaj prebirali? Bom pošten, sem prebral, presenečen sem, vesel sem. In kaj bi še dodal bi to, da v bloku veliko ljudi, ki se jih treba samo motivirati, krasno lahko sodelujemo in uživamo tudi v bloku, ne samo v privat hišcah in skriti kot želje.
Jaz ponavadi pijem jogurt za zajtrk, včasih pa sok. In običajno se ne slačim pred neznanimi. In že dolgo se ne igram v pesku. In skoraj nikoli ne berem ljubezenskih romanov. Običajno se družim s starejšimi. Tudi to poletje, kot ponavadi, morje kliče. Črna gora.